Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Današnja 18. koordinacija županov Zgornje Gorenjske je seveda glavna tema bila šolski prevozi, medkrajevni prevozi in pa podjetje, ki ga izvaja, s tem, da smo imeli tudi predstavnika z DUJP, ki je predstavil samo problematiko in pa izvajanje primestnih in medkrajevnih avtobusnih linij. V prvem tednu smo se vsi župani srečali z to perečo problematiko, ki pa v bistvu v največji meri ni odvisna od nas. Tukaj je seveda odvisna in pa ureja država in DUJP z koncesionarjem, ki je bil izbran za Zgornjo Gorenjsko, to je podjetje Arriva. Prvi šolski dnevi so bili kaotični, tako da smo se danes tudi odločili po preučitvi vsega, kar smo imeli na mizi, vseh dokumentov, vseh pritožb in pa možnosti, da bomo tako na ministrstvo kot na DUJP poslali pritožbo in pa seveda ob enem tudi pobude, kje so tisti manjki linij, ki jih občutijo seveda naši dijaki in vsi tisti, ki se vozijo tako na delo v posamezne kraje. Tako da poleg same pritožbe bomo podali tudi nekaj predlogov in pa v upanju, da se bomo sestali tudi z Arrivo in pa z ministrstvom, lahko to sago, v kateri smo trenutno nekako končali oziroma uspešno zaključili. Šolski prevozi? Tudi tema bojo tudi šolski prevozi. Kot veste, tudi poročali ste že intenzivno, da smo bile lokalne skupnosti in pa župani postavljeni pred zid z normnimi oziroma nerazumljivimi podražitvami, katere zdaj vsak od županov pač na svoj način poskušamo kar se da uspešno rešiti. Predvsem pa seveda čaka tudi določeni postopki, pričakujemo tudi odgovore na določena vprašanja, nejasnosti, predvsem pa nas bo zanimalo, koliko vsa 4 podjetja, ki izvajajo po koncesiji z državo, to se pravi medkrajevne prevoze, dobijo vseh pridobljenih subvencij od države. Odgovori DUJP-a danes niste bili zadovoljni? Te odgovore poznamo iz medijev, dobili smo tudi dopis od ministrstva in ti odgovori so isti. Ravno ta vprašanja, katerih smo seveda pa naslavljali župani, pa ostajajo še vedno neodgovorjene oziroma pričakujemo odgovore, tako da tudi del pobude je, da se sestanemo z ministrstvom in z Arrivo in pridobimo odgovore na naše vprašanja, predvsem pa rešitve. Župani si želimo rešitev. Na DUJP-u so rekli, da nekatere linije že rešujejo, da so jih že rešili. Vi občutite kakšno izboljšavo? Kar se tiče Kranja, Jesenic, za 2 linije smo seznanjeni, ostalih pa žal še nismo. Torej nekaj malega se je? Nekaj se premika, obljubljeno nam je, da bo se zadeva postopoma reševala v sklopu te koncesijske pogodbe, tako da pričakujemo od DUJP-a in države in seveda od Arrive, da pristopi k rešitvam in da rešimo ta gordijski vozel. Kako je zdaj z linijskimi prevozi po Jesenicah? Linijski prevozi seveda obratujejo, se izvajajo, ampak kot opažamo, so mesta na avtobusih prehitro zapolnjena. To se pravi, da kapacitet in teh avtobusov ni dovolj. Pri nas je veliko klicev staršev, kajti otroci jim ostajajo v šolah v Kranju, prihajajo domov ob 5. popoldan, ni rešeno. Mi smo tudi na to novo družbo državno naslovili dopis, kjer smo prosili, da spremenimo nekaj voznih redov, kjer bi lahko šolarji koristili reden prevoz v šolo, redne avtobuse, vendar je prišla nekakšna informacija, da tega ne smemo, da jih Arriva ne bo sprejemala na redne avtobuse. Tako se nam zdaj dogaja, da gre avtobus pelje iz vasi recimo Nomen, 10 ali pa 15 otrok, zadaj pa prihaja 5 minut za njemu redna linija, ki je na pol prazna.
so stvari, ki so nam nerazumljive in tako, kot je bilo že danes rečeno, ne razumemo, nihče ne razume, kaj se dogaja. Linije ostajajo take, ki so, ali pa se ukinjajo, šolarji ne dobijo prostega mesta. Jaz bom rekel tako, no, če smo čisto pošteni, mi vabimo ljudi, da prihajajo v Bohinj, na Bled in Kranjsko Goro, turisti. Mi vabimo ljudi, da koristijo avtobuse in vlake. Na državi pa je, da zagotoviti avtobuse, kajti vse govorenje o zelenem prehodu in trajnostne mobilnosti je nična, ker se nam je vse podrlo. Tako da jaz mislim, da razmišljam, a je bilo to, kar smo do zdaj naredili v Bohinju, sploh pametno. Tako da vse se podira, kajti ni avtobusov, ljudje ostajajo na avtobusnih postajah. Vemo pa, če nekdo koristi avtobus in se ne pripelje, kamor bi šel rad, ne bo šel več. Ampak kaj se šolskimi prevozi? Šolske prevoze zdaj še rešujemo, mi bomo šli še v pogajanja, ni druga, kot da bomo pač podpisali pogodbo. Jaz se zavedam, na razpisu je bil samo en izvajalec, tako da smo prisiljeni v to iti. Jaz upam, da bomo v pogovorih poskušali vsaj to doreči, da bomo uporabljali vsaj nekaj javnega prometa, zato da bojo lahko učenci prišli do šol, kjer so pač na liniji tega javnega prometa, vse drugo pač moramo zagotoviti. Ni pa drugih prevoznikov, vsaj zaenkrat se ne prijavljajo, zdaj zakaj ne vem, niti nočem razmišljati, ampak nažalost. Vi imate zagotovo probleme z šolskimi prevozi, tako kot vsi na Gorenjskem? Lahko rečem, da ne, kajti mi smo pa izbrali koncesionarja podjetje Frelih, ki je vozilo šolske prevoze že v preteklosti. Smo nekako za novo obdobje se zopet zavezali drug drugemu in lahko rečem, da vse poteka brez kakršnih koli nepravilnosti oziroma težav. In sem vesel, da je temu tako, predvsem, ko poslušam kolege župane iz drugih občin, da smo se odločili za ta korak. Glede na to, da je bil prisoten predstavnik Agencije za upravljanje z javnim prometom, smo mu seveda nekako namenili 3 jasna vprašanja in težave. Prvo, gre za to, da so se prevozi, ki jih plačujejo lokalne skupnosti, mestni prevoz, šolski prevoz, nerazumno podražili. Kot drugo, da vozni redi nikakor ne sodijo skupaj z prevozi, ki jih potrebujemo zaradi prihoda v šolo ali na delo. In kot tretje, linije oziroma število prevozov se kar naenkrat izgublja. Zdaj predstavnik te agencije nam je seveda povedal, da zadeve rešujejo. Povedal nam je tudi, da od 4 prevoznikov v Republiki Sloveniji delata največ težav 2. Katere 2 vam na tem mestu zdaj ne bom povedal, ker če karkoli poveš, si takoj deležen grožnje s tožbo. Bom pa to povedal seveda tam, kjer imam poslansko imuniteto in upam, da bo do te debate seveda prišlo tako v državnem svetu kot tudi v parlamentu. In takrat mislim, da bomo morali tudi spregovoriti o konkretnih podjetjih, ki to počnejo. Kakorkoli ne verjamem vedno v teorijam zarote, ampak v tem primeru se bojim, da so se telefoni dvigovali tudi mimo ustaljenih, bom rekel, procesov in procedur. Vaše vprašanje, vaša pobuda gre kaj ministrstvu za? V bistvu lahko povem, da bomo na ministrstvu za infrastrukturo tokrat ne naslovili vprašanje, ampak pritožbo. Pritožbo s konkretnimi primeri, ki jih bo zbrala naša koordinatorka in seveda zahtevali, da se zadeva prioritetno reši. V korist seveda uporabnikov, to so pa naši občani in občanke. Če pa še dodamo kontekst zelenega prehoda, pa mislim, da nas je vse skupaj lahko sram. Lokalne skupnosti sicer ne, ker se trudimo, vse ostale pa.